Dobrodošli nazaj v še en Alien video z Alien mamo, Alenka Trogrličuki, dobrodošli nazaj na tem kanalu ali pa dobrodošli na kanalu. Helps. Za vas imam spet en true crime in ta bo mečken daljši, mečken bolj tak pripovedovalen, več detajlov bo noter. Meni se zdi, da se pri meni ful tako delujejo, ne une čisto odštekane, ki ga komi poslušaš do konca, pa je unek dejansko prvič slišiš zgodbo, kaj se je nekomu zgodilo, pa kdo je bil ta oseba, se kar mečken zaljubiš v njo in pa hočeš to zgodbo povedati, ker hočeš neko pravico za to osebo. In ta je en izmed teh primerov. Danes bomo govorili o Mandy Stavik, to je bila zelo mlada punca in tudi zelo mlada je izgubila življenje, živela je pa v okrožju Whatcoma v Washingtonu. 24. novembra 1989 se je odpravljala na jogging, na tek, tako kot čist vsako jutro, ko je šla po isti poti, ampak takrat je ni bilo več nazaj. Ta dan namreč je bila posiljena in umorjena in vržena v reko. Mandy je takoj po rojstvu starši vse preselila na Aljasko, nekaj časa je živela tam, potem sta se pa njena starša ločila in posledično je šla njena mama obiskat prijateljca v mesto Acme. Pa niso planirali, da bojo tam ostali, ampak so potem kar tam ostali, ker jim je bilo to všeč, zaljubili so se, torej so se parkirali v tem mestu in tam začeli živeti. Je pa to zelo mehno mestece, ba je tako, ne samo mehno, ampak res tako mirno povezano, šuno, ko je vse neka skupščina, vsi se poznajo med sabo, vsi večinoma na isto srednjo šolo hodijo in tako, kot da bi rekel na eni slovenski vasi, povprečno, že recimo 30-letni nič zelo hudega zgodili in pač preprosto ljudje so mirni in pomirjeni, a ne. Je bila pa njihova družina nenormalno prepletena s tragedijami. Je imela Mandy starejšega brata Brana, ki je bil tragično ustreljen. On je šel na hunting trip, torej na lov, na Aljasko, kjer so že živeli takrat in je bil ustreljen. Ne po pomoč, jaz sem pomislila najprej, verjetno po pomoč so hoteli eno žival, ne. Njega so namerno streljali večkrat v prse in večkrat v obraz. In njegov primer, če si morate predstavljati, še vedno nerešen primer. Torej, ta družina, ki je bil od Mandy primer 30 let nerešen, njegov je še vedno nerešen. Torej, kaj? Pa še ni konc. Oče od Mandy se je torej na novo poročil in ta nova žena je imela potem sina, ki je bil torej pol brat od Mandy oziroma pol sin, stepson od njenega očeta in tudi on je tragično umrl. Utonil je tudi v eni reki na Aljaski, preden je bil star 20 let, ker je bil Torej starša od Mandy sta zgubila 3 otroke, praktično sploh oče je izgubil 3 otroke, preden so bili stari 20 let. Mandy najlažje opišemo z besedo high achiever, to pomeni nekdo, ki hoče biti vsem dober, ki je načeloma vsem dober. Bila je navijačica, kakor vidite po slikah, ampak to še ni zdaleč ni vse. Igrala je 3 inštrumente, igrala je ogromno športov, sploh jih nisem šla pisati, ker jih je bilo toliko veliko, sploh ne vem, kdaj je najdla čas za vse, s tem, da je govorila japonsko, pa še kona je jahala. V glavnem ni mi niti malo jasen, ki je najdla čas za vse to, s tem, da je občasno vsak dan še jogala, pač vsak dan zjutraj. Pa tek na dolžino. Tako, v glavnem res srček, babli srček, se ji vidi ta faca vesela, sonček žareča, res ono, ko sam pomislim, da je nekdo tako, so te pa razumeli, kaj jaz sem tako, jaz bom vzel ta življenje, ker bi rad seksal, že ono, prijatelji so jo kasneje opisovali kot larger than life, ful vesela, ful je izstopala, ful srček in vse to. Njena mama je opisovala, kot jaz ne morem verjeti, odkje to jemlje, ne morem verjeti, kako sem to ustvarila, jaz sem sam normalen človek, ta božanski otrok mu je pa in sploh. Ko je bila 18, je končala tisto srednjo šolanje in potem je šla na univerzo in želela je biti pilotka. In normalno, kakor vsak študent tudi pri nas je hodila potem na univerzo študirati in potem za vikende pa za določene dni domov. In tukaj mislim, da je bilo liho okrog Thanksgivinga spet, zahvalen dan. Torej, prišla je nazaj domov v Acme, da bo svojo družino in je šla, ponavadi šla ona svojo mami jogat skup, torej ona je tekla, mami je bila pa zraven s kolesem. In to je bil en redkih dni, ko je šla Mandy sama to pot speljati, oziroma šla je skupaj s psičko njihovo. Zanimivo mi je, ker njen brat je bil takrat pri prijatelju na obisku in jo je še videl, kako mem teče in si mislil, ok, moja sestra je šla laufati, ne. Je bil pa tudi zadnji družinski član, ki jo je takrat videl in nikdar ni prišla nazaj. Torej, domov je prišla psička in psička se obnašala res čudno, ko točen ve, da nekaj ni okej, ker nekaj ni bilo okej. Rep je imela pod nogami in čisto je bila taka potuhnjena. Njena mama je takrat, hvala Bogu, res zapaničarila, ker je poznala hčerko. Njena glavna lastnost je bila to, da je konsistenčna, vse ima smisel, vse je vedno podobno, isto, nič ne izstopa, red in disciplina, ne? In takrat
nič ni imel smisla, kje je Mandy, če ne drugega bi sporočila, povedala bi, da ima drug plan, kakorkoli, in je bila cela panika, in takoj so klicala, kje je hčerka. Klicala je valjda najprej njenega fanta, če je vedel, ker je imela tukaj fanta, to je ta na sliki, on ni vedel nič, so klicali naprej prijatelje, razne sosede in tako naprej, in vsi so jo v bistvu takoj začeli dokaj aktivno iskati, oziroma saj gledati, če kdo kje vid. Vsi so tudi upali, da gre samo za neko poškodbo, torej da je mogoče padla v en greben in preprosto ne more ven, ker ima zvid gležen in je to, ampak žal ne. Začela se je preiskava, policija je bila že vpletena, začeli so zasliševati prve osumljence, prve ljudi, ki ne bi jo sploh zadnji videli in tako naprej. Njen fant je bil res hitro spucan, ni bil več osumljenec, ker je imel alibi, sodeloval z veseljem in tako naprej, z veseljem, pač res je želel pomagati in je bil pa izpucan. Nedolg časa potem so na reki ali ob reki najdeli take zelene športne hlače in valjda je bila takoj panika, ker ona je nosila zelene športne hlače na dan, ko je šla, ampak nikoli tekom raziskovanja niso povezali teh hlač direktno z njo, torej niso mogli potrditi, da so ziher njene. Tretji dan iskanja šele sta šerif in še nekdo, nek pomočnik šla na vodo, s čolni so valjda že iskali, ker je tam reka, gre še z vse in je bilo pač treba vse preiskati in so najdeli njeno truplo. Najdel so jo golo, v bistvu imela je obute samo štumfe in adidaske teniske. Ona je bila zelo dobra plavalka, tako da so se zelo hitro otresali ideje, da bi bila preprosto padla v vodo in čudežno izgubila cune in tako naprej. Očitno je pač nekdo to naredil. Zelo ni imela nekako, da bi rekel, od poškodb ranjeno, ampak bolj popraskano, vam kasneje povemo čez. Pa imela je top udarc na glavi, ker so zelo hitro razbrali iz tega, da po vsej verjetnosti jo je nekdo udaril po glavi, potem se je onesvesila in avtomatično se je potem vrgla v vodo in ko se je vrgla v vodo, je posledično tudi utonila. To je potem povzročilo smrt. Ob avtopsiji so pa v njej tudi našli moški DNA, torej spermo, torej je bila posiljena, obviously. Po avtopsiji so prišli do tega logičnega zaključka, da so jo po vsej verjetnosti ujeli z avtom, ker je bila prehitra, da bi jo dejansko ujeli na nogah, potem so imeli pištolo na njeni glavi, da ne bi upala uideti. Psa so po vsej verjetnosti zbrcali v nek jarek, to, da je bil prestrašen in to, čeprav mi je zanimivo, da ga so dejansko ubili. Potem so se odpeljali v tam, ker so psa zbrcali 3,5 milje proč. To sklepajo potem, ker ko je imela telo celo popraskano, je bilo tam neko čudno grmičevje, ker je logično, da se je praskala, ker se nekaj tako rubidov je nekaj tacga. Videli se je tudi, da je poskušala pobegati na eni točki in po vsej verjetnosti po posilstvu je bila to ena točka, ker so se odločali o onesvestiti, torej bum, po glavi, in potem vršt v vodo in posledično je utonila. Pogreb od Mandy je bil gromozanski. Mislim, da je bilo blizu 2000 ljudi. Ker morate si predstavljati, koliko je bil to ljubljen človek, koliko je res mogla izstopati in so jo vsi poznali. In tudi ta skupnost je bila tako povezana, da verjetno tudi, če kdo ni poznal, je prišel, ker so vsi tako si blizu, vsi se podpirajo in vse to. Je pa, morate razumeti, te točke naprej je bilo mesto ogorčeno, pretreseno, nič jim ni bilo jasno. Torej, vse, kar je bilo prej najbolj safe, kar naenkrat ni bilo, niti malo safe in je bilo scary as fuck. Detektiv, ki je bil takrat odgovoren, to redko slišimo, ampak je dejansko dobro opravljal delo, tudi zelo hitro so prišli do 30 skupine moških, za katere so lahko približno ugibali, da mogoče so kaj povezani in od vseh 30 so vzeli DNA, ampak noben ni bil takrat match. 25 let kasneje je bil Kevin Bovey spet na tem primeru, v bistvu je hodil na isto srednjo šolo kot Mandy, ker itak so vsi tam hodili po moje na isto srednjo šolo. In mu je takrat eno novo ime popnilo ven, en lokalni drug dealer, John Wisniewski. On ne bi okrog ljudem govoril, da ve, kdo je morilc. In glede na situacijo je verjetno res vedel. A sem rekla, da je to zdaj 25 let kasneje, torej to kasneje se je začel spet vse odvijati. Ta Kevin Bovey je bil dejansko toliko zagret, da je šel v Kambodžo, kjer bo pač se srečal z Johnom, ker je vedel, da je John tam in da ga bo izprašal. In tudi je šel in sta imela debato, ampak John je zelo malo sodeloval, zelo malo je povedal. Vse čas sem govoril, I don't know, v glavnem. Zelo obvious je bilo, da mu nekaj skriva, ampak Kevin takrat ni prišel do globih odgovorov, tudi ni mogel nič konkretno narediti, ker ni imel nobenih dokazov. Zdaj pa, kako se je dejansko ta primer začel reševati, kako je prišlo do rešitve, je bizarno, noro je, ampak dve mamici sta klepetali. Peljale sta otroke na neko igrišče, ni bilo igrišče, ampak imeli so neke tobogane, nekaj bolj zabaviščen voden park v tem mestu, in so mamice pripeljale otroke, klepetale in pa sta dve redno klepetale. Nista se poznale med sabo, ampak je prišlo do... Ena je iz nič se odločila vment čistko, morate razumeti, vsi so poznali Mandy, vsi so poznali njen primer, to smrt. Je rekla, ne morem verjeti, da še vedno ne vemo, kdo je to storil. In potem je ena mamica iz nič rekla, jaz vem, kdo je to storil. In pa je druga rekla, jaz tudi vem, kdo je to storil. Zdaj pa paste njune zgodbe, njuno zadje, zakaj sta to mislili, pa zakaj ni nobena nič povedala. Ena je pripovedovala, da je bila sama doma
poročena ženska, sama doma in Tim je kar uletel v njeno stanovanje, najprej v hodnik, potem v kuhno in se je pretvarjal, da telefonira, čeprav je ona dobro slišala na drugi strani, da samo piska in da ni dejansko nikogar poklical, ampak se je delal, kjer psiho, in potem je šel v njeno sobo in je začel prositi, naj spi z njemu, ker si pač želi, ker mu je to klepa, ker je že nekdaj zaljubljen v njo, prav predstavljam si to njegovo nagražno faco, ki poskuša osvojiti, ker sploh se ne zaveda, koliko nagražen je. In šele ko je ona rekla, odstran se, tole ni ok, poklicala bom policijo, je on končno se spakiral. Druga punca je pripovedovala, da je bila ona stara 16 let, ko se je srečala z njim, medtem ko je imela zraven fanta in takrat je bil Tim Best star že čez 20 let, kot da nagražno, in so se skupaj peljali v enem tovornjaku, ko so šli v tisti Dairy Queen, očitno je to takrat tudi že obstajalo, in jo ni bilo toliko strah nasploh se s Timom družiti, ker je imela fanta zraven, ampak v tistem tovornjaku so bili 3 jezici vspreta, in je ona sedela na sredini in je Tim Best se je takrat dejansko hodke imela gor, pač who cares, ampak se je dejansko dotikal po nogi, pa svinčnikov med, ko drsel po nogi in je spet take stvari govoril, koliko je lepa, koliko ima lepe oči. In njej ni bilo to grozen zaradi tega, ker pač že ta zaščitu moj, če kaj narobe, ampak koliko moraš biti psiho, da v take situaciji sploh se spustiš v kaj tacga, ali po vsakem primeru, s tem, da je bil čist prestrzan, tako res nagražen. Tim, okej, policija je končno rekla, make sense, končno so policiji tudi sporočili to, da če sta že dve skupaj prišli s to idejo, da jim zdaj končno povedati, prej jih je bilo strah, tudi en mož od njih je bil dejansko prijatelj s Timom in tudi to je bil problem in mesto je bilo majhno in preprost panična reakcija, bi jaz rekla. In potem, ko končno probajo zaslišati Tima, pridejo do njega domov in kaj on naredi? Mandy, kdo je že Mandy? Je šuno model, pač. A ja, bistvo, on je čez cesto od nje živel, bila sta soseda, tako da res v isti ulici vsak dan je videl, ko jim je laufala. Ful je čudna situacija, da takrat niso njih niti malo preiskovali, niti malo niso bili osumljenci, niti nobenih ni spraševal. In potem imaš Tima, potem imaš Toma, ki je njegov brat, kada se ben norca delal, pa je pa še fotor, v glavnem nobenega od teh 3 dehcev ni noben preiskoval. S tem, da Tim je bil najbolj nagražno bitje ever, tudi zdaj je bil poročen, oziroma še mogoče, z Gino in imela sta 3 otroke. Torej, potem, ko je živel čez cesto od Mandy, so se preselili v eno drugo mesto in ta Gina je potem opisovala, šele ko je upala začeti o tem govoriti, da je bilo njeno življenje nočna mora, da je bilo ves čas na smrt strah, da vzgubila otroke, zato se je mogla podrediti na vse možne načine, ampak Tim je bil do nje najbolj manipulativno nagražno bitje, ni se smela oblačiti, kakor je hotela, ni smela nič delati, kakor je hotela, ves čas se ga je bala. In ko je dejansko zdaj zbrala toliko moči, da bi rekla, je ločila se, bom je rekel, ne boš, ker drugače še blagovno na polno in boš zgubila custody do otrok, pač ne boš mogla otrok nikoli več videti. In se je pač mogla podrediti in njena duša je bila dobesedno zlomljena, pač ne moram razložiti, koliko taka ženska tudi ne zaveda se več, kdo je in kaj lahko naredi in je preprosto potuhnila in to je bilo to. On je vozil na tej točki tovornjak, to je bil njegov job. Pa tudi nekaj iz njegove preteklosti, ko je imel punco še pred to Gino, ki je na eni točki rekel, da se bo ustrelil, da se je ubil, očitno je bil nekdaj čudovita nagnjenja in takrat je sam ustrelil v zrak. In rečeno je, da v tiste točke naprej se je nekaj v njemu snapnil, nekaj se je zgodilo in takrat naprej je izgubil celotno spoštovanje do žensk, v bistvu začel je hejtati, ker bodimo realni, zelo pogost pojav v družbi, da moški dejansko ne marajo žensk, ampak on je tako zares sovražil ženske. Zanga so bile čist podrejene, čist 100 stopinj pod njemu, sploh ni človek, whatever the F. In tudi eno svojo sodelavko, potem, ki je tovornjak je vozil, je klical dejansko woman, ženska, čist zaničevalno, kakor je lo. In dejansko ga itak niso lih marali, pa ful je bil agresiven, pa tak. Torej, potem, ko se je delal, da se ne spomne imena Mandy, kdo je že Mandy, so ga prosili še, da poje DNK, sem to, da nekaj preverijo in je preprosto rekel, ne. A veste, koliko jaz gledam dokumentarcev o tem, ko veš čas zato, ker ljudje dajo DNK, jih pa ujamejo in zaprejo, pa oni tako, yes, that's the point, freaking obvious, idiot. In preprosto ni dal DNK-ja in oni, dokler niso imeli dejanskega naloga in niso imeli dosti dokazov, ne morajo to legitimno dobiti. Še to sem pozabila to informacijo od njegove žene Gine, da je oboževal true crime dokumentarcev oziroma dokumentarcev o zločincih in o tem, da če so jih ujeli, bi on tako, ker idiot, mene nikoli ne bi, kako je lahko vse to pozabil, vse to zajebal, valjda so ga ujeli, mene v lifeu ne bi. Na eni točki so šli na njegov job, kjer so končno govorili o sodelavci in najprej zuno žensko, ko je on klical woman. In je ona sprva rekla, lejte, nisem dosti plačana za to, nisem na nivoju, da to sploh se ukvarjam s tem in se preprosto ne bom, reči še kakšnemu nadrejenemu. So rekli, nadrejenemu spet niso mogli nadaljevati, prosidati na noben način, ker niso imeli dokazov, da bi lahko dobili nalog. Ampak
ta sodelavka, ki jo je on klical, ženska je šla enega večera ven s kolegi in ko so bili vzun, je prišlo do debate, ko je en od sodelavcev omenil, da je Mandy živela nasprot Tima. Tim je pa pač njihov sodelavca, ne? In takrat je tej ženski, woman, ji klenknil, že v neko je dejansko ime. Klenknil je, kao, ok, Tim je. Če kdo je Tim, ker kdo sovraž ženske, kdo nas prezira, it's freaking Tim. In je prišla do policije in rekla, sodelovala bom, kaj moram narediti. Rekli so, ne moramo te prositi, da zbiraš dokaze, da dobimo njegov DNK, lahko si pa ti čist navaden civilist, ki bo pač najdel DNK in ga prinesel na policijo, če želiš, itak da je, hotla je. 3 mesece se jebala, da odobila to. Nikakor ga niso dobili, da bi odložil karkoli, lonček, piksno, žličko, nič niso najdeli, niti sendviča pojedenega, nič, ker je dojel takrat, da mogoče je imel nevaren ratelj in je model nosil dan za dnem, non-stop, rokavice in vse smeti nosil s sabo dam. Koliko freaking moraš izpadati guilty, da če to delaš? Mislim, halo? Rekla sem 3 mesece. Potem pa je končno za sabo pustil vse tole, kar zdaj vidite na slik. Torej, vse to je pustil za sabo in ko je njej klenknil to ženski, zdaj tako govorim, woman, srce je nabijal, happy panika, končno, prijela vse, nesla na policijo in bolj traja spet 3 mesece, da so prišli do dejanskih rezultatov, torej čez pol leta, odkar so sprožili to, so končno dobili pozitiven rezultat. To je bilo 28 let po umoru, ne 28, ampak you get the point. On je aretiran na podlagi ugrabitve, posilstva in umora. Takrat naj bi imela od Mandy mami, res dobra ženska se mi zdi, rojsten dan in je rekla, da v bistvu to res basically najlepši daril, ker ga lahko dobi, kakor je tudi grozen, ampak pač, you know, closure. Po zaslišanju Tima so nekako zvedali samo to, da jo je videl laufat, pa da se je nekako fiksiral verjeten na njo in je pač na eni točki, ko je šla sama laufat, se odločil, da ukrepal. Verjetno je nekaj časa opazoval, ampak imel je tukaj the audacity reči, da sta bila ona v resnici loverja, šele potem, ko se je zvedel, da je bila njegova sperma nota, ne? Da sta bila loverja, pa da v bistvu sta predvsem to skrivala, ker je bila taka strastna kratka afera, pač nagraužen, kako so vražen, taki. Še sestra od Mandy rekla, kao v lifeu se to ne bi zgodilo, tukaj je bila ona izven njegove lige. Pa pač nikdar jih noben živa duša ni videla skup, ever, niti za sekundo, niti da sta se pogledala, niti si pomahala, tako da obviously se nista poznala, laž, nagraužno. Potem pridemo do sodišča, ko je bil dejansko, recimo Timov brat Tom je bil tam in on je nekdo, ki naj bi načeloma pričal zanga. Takrat Tim dejansko pričakoval od Toma, da se bo zlagal, da je Mandy tudi z njemu spala, zato da bo tako izpadel, da je bila malo kurvica, da se pač ljudem manj smila. Štega še ono, Gina, njegova žena, za katero vemo, da je v bistvu verjetno na tej točki na smrt upala, da gre v zapor, se ga je toliko bala, da je v bistvu pričala zanga v njegovo dobro, ker je res škoda pa groza, ampak štekaš, če je bilo na smrt strah zase, za svoje otroke. Če on dejansko ne bi bil zaprt, je velika verjetnost, da bi njo dobesedno ubol, oziroma saj v njeni glavi bila ta ideja, ker je vedela, da je on to naredil verjeten. In Gina mu je dala alibi, ampak se je kasneje itak izkazalo prek dokazov, da je fake, da ni resničen in da nista bila skup. In šele ko je bil on zares aretiran in zaprt, je potem ona priznala, da je bilo strah in povedala je vse to, kar sem vam jaz prej povedala, koliko je trpela, koliko je bila nesrečna in koliko je bil on res psiho. On je bil potem aretiran za vse 3 zločine, torej ugrabitev, posilstvo in umor, ampak umor ni bil načrtovan oziroma ni bil prve stopne, torej ni na mestu umor, ampak je bil pač tak posledičen oziroma posreden, tako da ni dobil maksimalne kazni, nažalost, dobil je, mislim, da 28 ali 27 let, kar pomeni, da pride 2036 ven. Na tej točki mene sam skrbi res za njegovo ženo in otroke, kaj bo tak človek, ne glede na prepoved približevanja, verjetno, kaj jo bo imel. Upam, pač ne vem, kako se lahko tak človek potem safe počuti na mestu Gine in otroka, ne, tako da to me edin skrbi. To je pa to zaenkrat za ta video. Podobne ideje mi pišite. Se gledamo, kmalu pridni boste radi se imeti. Alien mama, čau. Sem rekla Alien mama, čau. Alien mama out. Čau. Bye.